Ja, konec leta 2008 smo se za to odločili. To so bili zlati časi slovenskega zdravstva. Dejansko je bilo dosti denarja tudi v obtoku, imeli smo možnost za razvoja, storitve so bile dražje, tako da smo res v tem lepem obdobju mi se odločili, da bomo šli ta prenovo. Razlog je pa bil, da naši procesi niso bili procesi, ampak so bile faze, ki so se med seboj niso prepletale, nismo imeli lastnikov procesov, tisoče in tisoče dokumentov nestrukturiranih, interna naročila niso tekla. Veliko stvari je bilo takšnih, ki je bilo treba spremeniti in zato smo se v teh lepem času odločili, da je čas za spremembe, ki so nam seveda v zelo kratkem času, relativno 2 leti smo rabili, da smo prenovili procese, skoraj 15% že tako v tem obdobju, ko smo končali s prenovo, privarčevali na materialnih stroških. To je bilo veliko denarja, to je skoraj 1 milijon evrov. Kar nam je seveda omogočilo, da smo od leta 2009, ko je bila v Sloveniji kriza, pa vse skozi do današnjega časa poslovali pozitivno oziroma z dobičkom. Mi smo popisali skoraj 125 različnih procesov, od finančne službe, upravne, nabavne službe in tako dalje. Recimo nabavne službe, ko smo še informatizirali proces, ni več možnosti, da gre kajkoli brez internega naročila. Torej, in točno tisti, ki določi, kdo bo potrdil interni zahtevek. Torej, ni materijala, ki bi bil naročen brez kakršnega koli mimo poti. Tako da imamo kompletno, vsaj pri materialu, kompletno možnost nadzor, kaj se nabavlja, koliko se nabavlja in po kakšni ceni se nabavlja. Zelo bom poudaril, saj sem tudi že naprej odru povedal, da mogoče sem staromoden, ampak za nas so vrednote alfa in omega našega dela. In naša vrednota je tudi sodelovanje. In to zelo natančno gojimo. Imeli smo tudi težave, velikokrat smo imeli težave med medicinsko-strokovnimi segmentom in poslovnim segmentom. Ker naenkrat smo bili poslovni segment, ne bodi ga treba, vi sam povzročate stroške in tako dalje in tako dalje. In to kulturo sodelovanja vse skozi omogočamo, da pride, da sodelujemo in nekako smo uspeli ljudi prepričati, da edino sodelovanjem in komunikacijo med sabo bomo uspeli doseči takšne rezultate, kot jih. Ljudje so seveda na začetku bili zelo skeptični do raznih prenov, organizacijska kultura se spreminja desetletja, ne samo nekaj let, vendar moram reči, da v našo hišo, če nekdo pride, bo lahko takoj ugotovil, da se ljudje pozdravljajo, da se med pacienti pozdravljajo, da se ljudje nasmejani, ko hodijo po hodnikih in tako dalje. To je neka prva osnova te spremembe organizacijske strukture in kar se kaže tudi na zadovoljstvo pacientov, pa ne samo domačih, tudi tujih.